Pozdravljeni na 16. seji občinskega sveta. Najprej bomo ugotovili sklepčnost. Prosim, da pritisnete zeleno tipko. Prisotnih je 25, torej ugotavljam, da smo sklepčni. Odsotnost so upravičili magister Matej Tonin, Anton Tone Smolnikar in Damjan Zlatnar. Prosim, da izklopite mobilne telefone. Od zadnje seje so praznovali Martina Strmšek, Igor Žavbi, Marjan Novak, Nives Matjan, magister Matej Tonin, Damjan Hribar, Brane Golubović, Bogdan Pogačar, Nina Irt, Aleš Lipičnik, Matej Slapar in Anton Tone Smolnikar. Čestitamo. Prehajamo na potrditev zapisnika 15. seje občinskega sveta z dne 15. junija 2016. Zapisnik je objavljen v gradivu številka 16. Ima kdo pripombo na zapisnik? Ni. Potem glasujemo o predlaganem sklepu. Občinski svet sprejme zapisnik 15. seje občinskega sveta z dne 15. junija 2016. Glasujemo. Glasovanje poteka. Za je glasovalo 25 svetnikov, proti ni bil nihče, torej je ta sklep sprejet. Prehajamo na dnevni red. Predlog dnevnega reda je objavljen v gradivu številka 16. Ima kdo predlog za razširitev? Besedo ima Brane Golubović. Hvala lepa. Predlagamo, da se na sejo občinskega sveta kot zadnja točka uvrsti predlog sklepa o razglasitvi občine Kamnik kot območje brez sporazuma TTIP in CETA. Razlog, zakaj smo naknadno dali točko, je ta, da smo zmotno mislili, da je seja kolegija občinskega sveta v torek, bila je pa v ponedeljek, in smo se pravi zamudili s tem, da bi obvestili to na seji kolegija občinskega sveta, tako da smo točko posredovali v sredo. Druga stvar, zakaj pa na oktobrska seja, pa to, ker bodo zunanji ministri držav članic EU že v drugi polovici oktobra odločali o enem od sporazumov, se pravi CETA, postajata še TTIP in pa TISA. In predlagamo, se pravi, da se priključimo vse evropski pobudi občin in regij, več kot 2000 jih je, ki so na simbolni ravni razglasile svoje območje za območje brez sporazumov TTIP in CETA, predvsem z razlogom, da pritisnajo na inštitucije Evropske unije in svoje vlade, ter državni zbor, da se morajo te sporazumi, se pravi, odločati tudi v državah članicah. Več o sami vsebini pa pri točki, če bomo vrstili na dnevni red, predlagamo, da se točka obravnava kot zadnja točka. Hvala. Hvala. Želi kdo predstaviti stališče svetniške skupine? Karla Urh, ne? Aha. Dobro. Potem dajem na glasovanje predlog Braneta Golubovića za razširitev dnevnega reda. Prehajamo na glasovanje. Glasujemo. Glasovanje poteka.
Glasovalo je 22 svetnikov, proti ni bil nihče, za 22. Torej ta razširitev dnevnega reda sprejeta. Besedo ima Karla Urh. Lep pozdrav tudi z moje strani. Sicer predlog za razširitev dnevnega reda 16. seje občinskega sveta s točko volitve in imenovanja. To je prvič in potem še drugič pri točki volitve in imenovanja. In sicer bi kar pri prvi točki obrazložitev nekako prebrala. Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja je na 16. seji 26.9.2016 obravnavala predloge za člane sveta Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik ter predlagala za nadomestne člane sveta osnovne šole Fran Albrehta Kamnik. Poleg tega je komisija obravnavala dopis sveta Cirius Kamnik z dne 26.9.2016, v katerem svet zavoda občino Kamnik zaproša za mnenje k imenovanju ravnateljic osnovne šole, srednje šole in doma. Glede na navedene datume gradiva ni bilo mogoče pravočasno uvrstiti na dnevni red seje. Zaradi potrebe po imenovanju predstavnikov ustanovitelja v organe omenjenih javnih zavodov iz zakonsko določenega roka 20 dni za podajo mnenj za ravnateljice pa se skladno s 33. členom Poslovnika občinskega sveta občine Kamnik predlaga razširitev dnevnega reda 16. seje občinskega sveta občine Kamnik s točko volitve in imenovanja. Hvala. Želi kdo predstaviti stališče svetniške skupine? Ne. Prehajamo na glasovanje. Glasujemo. Glasovanje poteka. Glasovalo je 24 svetnikov, proti nihče, za 24, torej ta predlog za razširitev sprejet. Besedo ima Karla Urh. Hvala lepa še enkrat. Predlog za razširitev dnevnega reda 16. seje občinskega sveta pri točki volitve in imenovanja, kot sem že prej napovedala. Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja se je na prvi dopisni seji, ki je potekala od 30.9. do 3.10.2016 do 12. ure, seznanila z odstopno izjavo člana odbora za prostor in komunalno ureditev ter predlogom stranke SDS za nadomestnega člana z dne 28.9.2016. Glede na navedene datume gradiva ni bilo mogoče pravočasno uvrstiti na dnevni red seje, zato predlaga razširitev dnevnega reda 16. seje občinskega sveta občine Kamnik z dodatnim sklepom pri točki volitve in imenovanja. Hvala. Hvala. Želi kdo predstaviti stališče svetniške skupine? Ne, potem glasujemo. Glasovanje poteka. Glasovalo je 23 svetnikov, proti nihče, za 23, torej je ta sklep sprejet. Besedo ima Aleš Škorjanc. Hvala za besedo, župan. Občinska uprava predlaga razširitev dnevnega reda 16. seje občinskega sveta s točko Predlog letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2016 in predlaga, da se jo uvrsti na dnevni red kot zadnjo točko. Občinska uprava je pred parimi dnevi prejela ponudbo Društva malih delničarjev Slovenije za nakup 30 delnic Stola delniške družbe. Mi smo postali lastnik teh delnic na podlagi sklepa o dedovanju in ocenjujemo, da pač teh 30 delnic po vrednosti 12 evrov ne predstavlja nekega kapitala, ki bi ga imeli pri sebi in moramo se zjasniti do 10.10. ali sprejemamo
to njihovo ponudbo in smo se odločili, da bi te delnice prodali. Zato tudi predlagamo, da se ta točka uvrsti na dnevni red današnje seje. Hvala lepa. Hvala. Želi kdo predstaviti stališče svetniške skupine? Ne. Glasujemo. Glasovanje poteka. Glasovalo je 25 svetnikov, proti nihče, za 25, torej je ta sklep sprejet. Kakšen predlog za hitri in skrajšani postopek? Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in šport v občini Kamnik bomo namesto po skrajšanem postopku obravnavali danes v prvi obravnavi. Nov predlog sklepa ste člani sveta prejeli na seji. Umik. Besedo ima Damjan Hribar. Hvala za besedo in lepo zdrav vsem skupaj. Ne glede na to, da smo zvedeli, da bo zdaj šel ta predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem in šport po dvokrožnem sistemu, jaz vseeno predlagam umik te točke. Razlog je pa gradivo. Nažalost, taka pomembna zadeva, na takšno gradivo, ko smo ga dobili, seveda svetnikov opozicije, mi smatramo, da se ne moramo odločati o tako pomembni točki, kot je pripojitev kulture k obstoječemu zavodu. Vemo, koliko je bilo teh porodnih težav, ko smo šport dajali zraven. Marsikaj smo se tam lahko naučili. Vemo tudi, da tiste številke, ki so tam bile takrat v začetni fazi, tudi niso kasneje zdržale. Danes se pa odločamo za kulturo na podlagi samo spremembe nekega odloka, brez nekih odzadij ocen, brez sistematizacije, brez finančnih ocen, finančnih posledic in tako naprej. Samo napisali smo nov odlok, damo kulturo zraven, naslednjo sejo bomo imeli sistematizacijo, bomo slišali, saj ste se sami odločili, da damo kulturo zraven in tako naprej. Nažalost, jaz mislim, če smo nekaj resen občinski svet, se tega ne bomo šli in bomo tako točko umaknili. Verjamem, da gradivo, ki ga imate mogoče svetniki koalicije, drugačno od našega, oziroma imate bistveno več informacij kot mi. Ampak še enkrat, na takšno gradivo, ki smo ga mi dobili, na parih straneh, brez vseh finančnih posledic, se svetniki SDS-a nismo pripravljeni odločati in se mi tudi zdi, da je nefer od občinske uprave, da to zahteva od občinskega sveta. Notri ste pa napisali, ni finančnih posledic, mislim, da je druga točka, pa rebalans, kjer pa že povečujemo sredstva za delovanje, že zdaj. Hvala lepa. Hvala. Želi kdo predstaviti stališče? Besedo ima Brane Golubović. Se je mišljeno svetniške skupine, a ne? Ja, hvala lepa. V enem delu se celo strinjamo s kolegom, ravno zato smo predlagali županu, da se ta odlok iz skrajšanega postopka preide v redni postopek. Mi sami ne moramo tega po poslovniku predlagati, edino lahko glasujemo proti, kadar je predlagan skrajšan postopek. Razlogi so bili podobni. Gradivo je dokaj suhoparno, kljub temu, da dejansko mi spreminjamo model upravljanja kulture v občini Kamnik. Ne gre za dom kulture samo. Gre za celotno področje kulture in ali je smiselno ali ni smiselno prenesti tako politiko na področju kulture, načrtovanje na področju kulture in izvajanje na področje kulture na zavod, je stvar debate. Jaz osebno mislim, da ne, da politika in načrtovanje mora ostati znotraj občine, tako kot je pa cestah, se komunala ne ureja, tudi načrtovanje pa strategijo vzdrževanja cest, ampak jo občina, oni so izvajalci. Ampak smo pa mnenja, da je smiselno opraviti to razpravo. Če se ne motim, je pogodba upravljalcu Doma kulture že potekla, bil je podpisan aneks do konca leta, nove pogodbe ni in iz tega vidika se mi zdi, da je smiselno opraviti to prvo branje.
postaviti vprašanja, tisti, ki ste se prebrali gradivo, tisti, ki ste razmišljali o tem gradivu, imate polno vprašanj v vmesnem obdobju, pa jaz pričakujem, da bo prišla tako sistemizacija, predlog ali pa nek osnutek, tako v proračunu bomo videli, koliko gre za to kulturo in pa po vsej verjetnosti neko finančno konstrukcijo. Predvsem pa bomo dobili od občine, saj predstavljam si, v nasprotnem primeru in jaz mislim, da se karkoli podpre, nek model, kako si predstavljajo urejati kulturo v naši občini. Še enkrat, kultura ni samo dom kulture in tisti, ki na občini urejajo kulturo, ne sme biti nek birokrat, ampak mora saj violino pa violo, nekaj takega se reče, ločiti. Ne? To je fajn, da loči. Tako da mi bomo podprli, da gre v prvo branje, da se odpre razprava, a bo potem odgovori, ki jih bomo dobili, prinesli tisto, kar pričakujemo, da lahko podpremo ta odlok oziroma da ga pol tudi v drugem branju obravnavamo, bo pa prinesla ta razprava. Če ne samo odlagamo neko zadevo, ki je nujna, da se o njej razpravlja. Poglejmo samo razpis na področju kulture. Ni bilo okej. In mi moramo razpravljati in kot opozicija jemljemo ta odlok kot možnost, da povemo, kaj nas moti pri kulturi. Hvala. Hvala. Torej, predloga gospoda Hribarja ne moremo podpreti, ker se tudi sam strinjam, da razpravo je treba upraviti, kako bomo povedali, kaj ni v redu more biti, če ne bomo imeli razprave. Omenili ste šport, takrat je bilo tudi veliko polemik, ja, se strinjam, da so bile, ampak se kasneje pokazalo, da ni nič spornega in da je čisto lepo teklo vse. Takrat ste bili tudi proti, da se dvorane prenesejo v upravljanju Zavoda za turizem, pa nam to danes narobe hodi. Nam še vedno šole upravljajo dvorane, kar drugje ni praksa. Tako da pač tega argumenta ne morem sprejeti in sem proti, da se umika nekaj iz seje. Verjamem, da niste zadovoljni, ampak v mojem 6-letnem delu tukaj v Kamniku ste bili z bolj malo stvarmi zadovoljni, tako da še ena več ali manj ne bo bistvene razlike, je pa prav, da se razprava upravi, ker če bi pa umikali, bi pa potem spet rekli, da pa ni razprave, pa spet ni v redu. Tako da to smo že navajeni, se pravi, tega predloga ne podpiram, dajem pa na glasovanje. Želite še dodatno možnost za obrazložitev? Ja. Ko se razpravlja o neki točki, se razpravlja strogo o tisti točki. Ne verjamem, da bo kle dopuščena neka razprava. Verjamem, da nekateri svetniki bodo lahko povedali svoje takšne devršno mnenje, vsi pač ne, to smo že videli v preteklih sejah. Takrat se bomo držali strogo poslovnika, ko se kdo drug oglas in se pogovarjamo o točki. Točka pa samo govori o tem, ali damo kulturo zraven ali ne. Ne kaj bo, kako bomo to naredili, kaj bomo z dvorano naredili, kulturnega doma in tako naprej. To danes ne bo predmet razprave, niti poslovnik ne dopušča, da se o tem pogovarjamo. To vas zdaj opozarjam, ne pričakovati neke hude razprave. Če pa jo bomo imeli, bomo pa tako kršili poslovnika. Ker danes se samo pogovarjamo o tistih nekaj spremembah člena in lahko se pogovarjamo, ali člen spremenimo ali ne. Naslednja zadeva, župan, mi smo podprli pripojitev športa zraven. Nam ni žal in mogoče treba kdaj kakšno glasovanje za nazaj preveriti. In pa mogoče ne biti žaljiv, pa nekako funkcijo dostojno upravljati. Hvala. Hvala, da ste mi povedali. Se opravičujem globoko. Sem že pozabil, kako je na seji. Torej, dajem na glasovanje predlog Damjana Hribarja. Glasujemo. Glasovalo 21 svetnikov, proti 19, za 2, torej ta predlog ni sprejet. Z dnevnega reda pa umikam predlog odloka o oglaševanju v občini Kamnik v drugi obravnavi.
sprememba vrstnega reda obravnave točk. Ima kdo predlog? Besedo ima Mojca Jončeska Malovrh. Prehajamo na glasovanje o dnevnem redu v celoti. Občinski svet sprejme dnevni red 16. seje občinskega sveta. Glasujemo. Glasovalo je 24 svetnikov, proti nihče, za 24. Dnevni red je torej sprejet.